Welcome to this special. Dobrodošli na posebni izdaji iTalka tu na Euronewsu, ki ga danes proizvajamo skupaj z Google Hangoutom. Lansko leto je predsednik Evropske komisije odgovarjal na vprašanja. Evropa je bila takrat v krizi. Danes je spet z nami tu, Evropa je še vedno v krizi in zanima nas, če bodo odgovori drugačni. Gospod predsednik, dobrodošli na Euronewsu. Moje prvo vprašanje je, da se je nekaj spremenili. Ne vem, če ste videli nemški časopis Die Welt v ponedeljek. Izdali so novo anketo javnega mnenja in 65% Nemcev je povedalo, da bi jim bilo bolje zunaj Evropske unije, 48% pa se jih ne želi biti v Evropski uniji. To je zelo resna situacija. Odgovor. Ja, smo v gospodarski krizi, je povsem normalno, da se zaupanje Evropski uniji nekako zniža. Tega se zavedamo. Menim pa, da lahko situacijo spremenimo, če znamo najti neke konkretne, solidne rešitve za trenutno krizo. In menimo, da v trenutnem postopku smo naredili korak naprej, kriza še ni za nami, smo pa bližje rešitvam kot pa pred enim letom. Dobro, bomo poskušali poročiti, kakšne so rešitve, ki ste jih predlagali. Danes je z nami kar nekaj gledalcev po zaslugi tehnologije Google+. Najprej imamo Kristosa iz Grčije, ki živi v Dublinu. Prihaja iz mreže Debating Europe, vprašal bo svoje vprašanje. Potem imamo tudi Davida, prihaja iz Velike Britanije, iz Edinburgha. Prepričan sem, da bo postavil vprašanje v zvezi s škotsko neodvisnostjo. Potem imamo Giuseppeja, Italijana, ki živi v Bruslju, je predsednik Evropskega foruma za mlade. Načela iTalka, kratka vprašanja in kratke odgovori, tako da lahko pokrijemo kar se da veliko tem. Gremo najprej k Giuseppeju, ki bo postavil prvo vprašanje za predsednika Barrosa. Predsednik Barroso, 22% mladih v Evropi je brez službe. Preko 50% takih pa je v Grčiji in Španiji. Komisija je naredila nekaj korakov naprej pri pripravništvih in garancijah za mlade. Ampak pri ustvarjanju delovnih mest pa nismo bili tako uspešni. Zanima me, kaj lahko Evropska unija naredi za mlade, da najdejo dobra in solidna delovna mesta. In zanima me, če bo Evropska unija branila pravice mladih, da najdejo delovna mesta v teh časih varčevanja. Odgovor. Ja, to je ena izmed naših prioritet. Zaposlovanje in zlasti zaposlovanje mladih. Najboljši način, kako zagotoviti trajnostno zaposlovanje, da stimuliramo rast. In rast lahko stimuliramo z zaupanjem in pa s strukturnimi reformami, s pomočjo katerih so naše države bolj konkurenčne. Zato potrebujemo to zaupanje, da rešimo težave evroobmočja. Na ta način bomo dobili investicije, ki jih potrebujemo. Nekatere izmed naših držav, in Grčija je pomemben primer tega, pa morajo okrepiti svojo konkurenčnost. Poleg tega pa obstajajo še specifični programi, ki jih imamo v Evropski uniji. Ja, imamo ta garancijski sklad za mlade, potem imamo 8 držav članic, ki uporabljajo strukturne sklade za to, da promovirajo zaposlitev mladih, zlasti v MSP-jih. Glavna tema danes pa je, kako lahko reformiramo evroobmočje in naše gospodarstva, tako da bodo postala bolj atraktivna za nove naložbe in za investicije. V zvezi z rastjo me zanima, ali ni malce težko imeti zaupanja, ko se pa neprenehno spreminja sporočilo. Danes je sporočilo rast, lansko leto pa ne. Zdaj s predsednikom Hollandom se je veliko spremenila. Ja, ampak tudi pred predsednikom Hollandom smo imeli Evropsko strategijo 2020 za vključujočo in trajnostno rast. Res pa je, da zaradi krize in zaradi tega, ker je situacija v finančnem in gospodarskem sektorju urgentna, so se bolj pogovarjali o teh urgentnih ukrepih. Ampak naš cilj je zagotoviti trajnostno rast. Dobro, zdaj pa imamo pisno vprašanje iz Portugalske. Moscow Fly zanima sledeče. Eno leto po krizi ugotavljamo, da trenutne rešitve ne delujejo dobro. Zanima me, kaj boste storili za to, da še več držav ne bo padlo v to past recesije. Odgovor. Nihče ne vsiljuje rešitev državam članicam. To želim jasno povedati. Ko Evropska komisija sestavi nek program oziroma ko začnemo se pogovarjati o nekem programu,
To storimo v sodelovanju s dotično državo članico, na koncu procesa pa ga morajo sprejeti vse države članice, tako da situacijo najprej ocenimo in potem damo na mize predloge. Ampak odločitve sprejmejo države same. Torej, ko boste vzpostavili to supranacionalno idejo banke, pravzaprav vsiljujete rešitve, naprimer Grčiji. Predsednik Barroso, ne, te rešitve še nismo, ne mislimo vsiljevati, mi smo dali na voljo to rešitev oziroma smo jo predlagali in zdaj pa mora ta enotni nadzornik to sprejeti in to soglasno. To moram jasno povedati, zato ker nekateri so prepričani, da je ta kriza nastala, če želite, zaradi Evropske unije ali pa zaradi evra. Ne, to ni res. Imamo države, ki niso v evru in ki se soočajo z velikimi težavami, tudi v finančnem sektorju. Ampak včasih inštitucije se ne znajo zoperstaviti tega. Situacija v zvezi z evrom je spodkopala zaupanja in to se ne bi verjetno zgodilo brez evra. Ne, ne strinjam se. Bom dal primer. Država, ki je mobilizirala največ davkoplačevalskega denarja zaenkrat, je Združeno kraljestvo. Tam imajo tudi krizo v finančnem sektorju in vlada z davkoplačevalskim denarjem je morala masivno posredovati, sploh niso v evru. Potem imamo tudi še Islandijo. Islandija je skoraj da propadla in sploh niso člani Evropske unije. Res pa je, da imamo specifične izzive v evroobmočju, zato ker institucionalno gledano nismo bili pripravljeni, nismo imeli inštrumentov, da se borimo proti tovrstnim situacijam. Ni pa res, da je evro tisti, ki je ustvaril krizo. Zato moram jasno povedati, da je ta naš program nekaj, kar pripravimo skupaj z državami. Ne vsiljujemo ničesar. In ta program je dovolj pameten, če želite. Prav tako pa je dovolj fleksibilen za to, da ga prilagodimo obstoječi situaciji. Na ta način zagotovimo, da je program učinkovit in ne boleč. Dobro, zdaj pa gremo k Kristosu. Prihaja iz Grčije. Prepričan sem, da nas je poslušal. Kristos, izvoli. Predsednik Barroso, zanima me, kaj lahko pričakujemo za Grčijo. Varčevalni ukrepi so državo spravili na kolena, tako socialno kot gospodarsko gledano. Govorili ste o nekem stimulativnem paketu za gospodarsko rast in kaj bo to pomenilo? Novi industrijski sektori, nove tovarne? Kaj pa brezposelnost? Dobro, to, da so nižje plače, že lahko sprejmemo, ampak samo, da imamo službe. Odgovor. Najprej moramo preučiti, zakaj je Grčija v tej situaciji. Prvo moramo jasno povedati, da to ni bilo zaradi Evropske unije. Grčija je prišla v to situacijo zaradi neuzdržnega dolga in zaradi primanjkljaja, ki ga je akumulirala preko obdobja nekaj let. Evropska unija je zdaj dala priložnost in možnost Grčiji, da se izogne bankrotu, neplačilu. Vem, da so nekatere izmed teh prilagoditve izjemno boleče in Grki so žrtvovali veliko. Včasih podcenjujemo, kaj vse je morala Grčija žrtvovati v smislu plač in tudi na drugih področjih. Menim, da je ključno pomembno za Grčijo in pa tudi za evroobmočje, da Grčija ostane v evroobmočju. Prav tako je ključno, da se sprejmejo te nove ukrepi in da hkrati proaktivno delujemo, da uporabimo vse sklade in da promoviramo reforme za grško gospodarstvo, za boljšo konkurenčnost, zato da bo Grčija zagotovila več zaupanja. Samo s tem zaupanjem bomo lahko zagotovili več delovnih mest za mlade, ampak ne samo za mlade, za vse. Ja, imeli smo tudi nekaj video vprašanj, ki smo jih prejeli na Euronewsu, to je eno vprašanje iz Irske. Vprašanje imamo v zvezi s irskimi lastniki nepremičnin. Zanima me, če Evropska komisija, če se zaveda, da banke nikakor ne poskušajo najti rešitev za imetnike hipotek, ki poskušajo odplačati previsoke dolgove, neuzdržne dolgove. Zanima me, če obstaja nek nadzorni mehanizem, kako se zoperstaviti tej situaciji. Odgovor. To je zelo pomembno vprašanje. Vse, kar se je zgodilo v finančnem sektorju, ne samo na Irskem, ampak tudi v drugih državah članicah, se je zgodilo pod odgovornostjo nacionalnih nadzornikov. Ja, ampak zakaj Evropska komisija, Evropski parlament, Evropska unija nič rekla? Preprosto zato, ker nismo bili pristojni za to. Tudi vedeli nismo za to.
Za veliko dogodkov v finančnem sektorju smo zvedeli šele zdaj, pravzaprav. V določeni meri nacionalni nadzorni sistemi niso bili dovolj odprti, zaradi česar je pomembno imeti enotnega nadzornika, ki sodeluje z nacionalnimi nadzorniki. Enotnega nadzornika pa mora imeti vsaj za evroobmočje, po možnosti pa bi lahko pokrival celotno Evropsko unijo. To, kar ni delovalo, ni bilo evropski nadzornik, zato ker takrat še ni obstajal. Do krize je prišlo, torej ne samo zaradi prevelikega dolga, ampak tudi zaradi nacionalnih nadzornikov in zaradi finančnih trgov. Včasih je prav nepredstavljivo, kaj se dogaja na finančnih trgih. Lehman Brothers in tudi drugod. Ja, Angela Merkel pa je povedala, da se ne strinja s to idejo bančne agencije. Pravi, da je to prezgodaj. Ja, glede časovnice smo vedno lahko previdni. Ja, ampak enotnega nadzornika bomo imeli. Komisija je po mojem mnenju podala izjemno dober predlog in ta predlog smo podali v trenutku, ko so države članice vedele, da ne bo šlo več naprej tako kot do zdaj. Tako da nekaj razlik bo, ampak menimo, da bomo imeli enotnega nadzornika prej ali slej. Pa se povrnimo k Kristosu, ki ima še eno vprašanje v živo in gledate Euronews v živo. Kristos, izvoli. Predsednik Barroso. Torej, kar zadeva bonitetne agencije in pritisk z trga, ali bi v tej situaciji pomagalo, če bi ustvarili Evropsko bonitetno agencijo? Odgovor. Imamo že evropske institucije, ampak sedaj preučujemo možnosti, da okrepimo to obstoječo uredbo, ki velja za to področje, kar velja za Evropsko bonitetno agencijo. Če bo prišlo do pobude, mislim, da več kot bo konkurence, bolje bo. Manj bomo odvisni od majhnega števila bonitetnih agencij, ampak mislim, da ni na institucijah, da ustvarijo svojo lastno bonitetno agencijo. Bonitetna agencija mora imeti zaupanje trgu, mora računati na to zaupanje. In najboljša rešitev v tem trenutku ne bi bila, če bi kakšna država ali komisija ustvarili agencijo. Vprašanje. Danes gre tako kot na Eurosongu, pač vprašanja prihajajo iz vseh držav. Sedaj pa Kristos še enkrat. Vprašanje. Vse pobude, ki so bile sprijete v kriznih časih strani komisije, še vedno ne zadovoljujejo potrebnih investicij v mladino in to področje. Kako boste pomagali prepričati države članice, da se v naslednjem finančnem ciklu osredotočijo predvsem na mladino? Odgovor. Prav danes sem se v komisiji sestal s predsednikom Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in ciprskim predsednikom, saj Cipr trenutno predseduje. In pogovarjali smo se natančno o tem, kako lahko povečamo investicije v rast in v mladino. Saj gre za neko nasprotje, da države trdijo, da smo v ciklu rasti in vlaganj, hkrati pa želijo to zmanjšati. Tudi kohezijska sredstva bodo na razpolago za najbolj prizadete države, ampak kar želim reči je to, v tej situaciji smo vsi skupaj, komisija lahko sicer poda predloge, ampak pod črto potrebujemo podporo držav članic in vseh 27 držav se mora soglasno strinjati o proračunu in strinjati se mora tudi Evropski parlament. Ampak sedaj mislim, da je zavest o tem, da se mora proračun osredotočiti na rast in delovna mesta in predvsem na mladino večja. In na koncu upam, da bomo prišli do kompromisa, ki bo ustrezal ambicijam, ki jih imamo za mladino. Vprašanje. Vsi vemo, kako visoka je brezposelnost mladine v državah, kot je Španija, na primer. Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki ima kvalifikacije, pa ne najde službe? Odgovor. Odvisno od situacije, v kateri pač oseba je, najprej skušajte najti delovno mesto v državi sami. Zakaj? Zato, ker se včasih na takšni podlagi porajajo pomembne priložnosti.
Če pa ne najde službe v svoji državi, obstajajo v Evropi različne možnosti. Imamo sistem, ki se imenuje Eurojobs in včasih obstajajo priložnosti v sosednji državi. Ampak seveda zato mora posameznik vlagati v svojo izobrazbo. Če ima možnost, da se še dodatno izobražuje, v redu, če pa mora takoj najti službo, je treba izkoristiti vse administrativne možnosti, ki obstajajo. Imamo pa tudi strukturna sredstva, ki jih je komisija namenila določenim državam članicam za usposabljanje na delovnem mestu. To bo namenjeno približno 400.000 mladim v Evropi, ampak sam nimam čarobne formule, delovna mesta bodo morala ustvarjati podjetja sama, industrija sama. Sedaj pa vprašanje iz Edinburga. David, vprašanje. Predsednik Barroso, govorili ste o oblikovanju Federacije suverenih držav. Glede na tesnobo, ki izhaja iz trenutne gospodarske krize, kako uspešni boste pri tem, da boste pospeševali nadaljnjo integracijo? Odgovor. Mislim, da moramo biti odkriti. Prihodnost Evrope je po mojem v poglobljeni integraciji. Celo največje države v Evropi ne bodo zmogle same v prihodnje, kajti vedno več stvari je mednarodnih, čeznacionalnih. Če si ogledamo ameriške prijatelje, Kitajsko ali druge globalne velikane, ne zmorejo same. Zato bomo morali v Evropi imeli več integracije in več integracije zahteva več demokracije. To bo pomenilo tudi več enotnosti, saj bomo ohranili narode, hkrati pa definirali pravila za delitev pristojnosti. Tega ne predlagam za jutri, sem realist, ampak predlagam nekaj realističnih korakov za v prihodnje. Naprimer, bančna unija, bančni nadzor. To je realistično. Treba je pa tudi srednjeročno gledati, oblikovati vizijo za prihodnost. In ta je, po moje, Federacija suverenih držav, ki bo hkrati zagotavljala integracijo in demokracijo. Vprašanje. Nekateri ljudje tega verjetno ne razumejo. Slišijo federacijo, po drugi strani pa suverena država. Kako definirate suvereno državo? To so enostavno Portugalska, Italija, Španija, Italija, Nemčija, Irska. Vse to so suverene države. Nation state v angleščini. To so države, ki obstajajo že deloma stoletja kot organizirane države. In ne gre za to, da bi Evropa stala nasproti držav. Za večino evropskih državljanov je prva referenčna točka njihova država. In včasih nastaja vtis, da se napada te države, ampak treba je biti jasen. V 21. stoletju, če ne bomo ustvarili prostor za nekaj večjega, za Evropsko federacijo, države same ne bodo zmogle, naprimer se spoprijeti s finančnim sektorjem, kajti ta je čeznacionalen, mednaroden. In zato bo šlo za federacijo vseh tistih, ki bodo želeli sodelovati, ki bo temeljila na suverenih državah. Cilj so državljani, fokus, središče so državljani, ne pa federacija. Vprašanje, ampak to bo, ne vem, treba razmisliti kmalu. Pred enim tednom so v Kataloniji protestirali in želeli neodvisnost. David je Škotske, tudi Škotska si do neke mere želi neodvisnost. Odgovor, nikakor ne želimo podpihovati teh razprav v Združenem kraljestvu ali v Španiji. To je njihova stvar. Ampak kar želim reči je, da suverene države obstajajo in potrebovali bomo federacijo. Seveda pa je od držav odvisno, kako se bodo organizirale. David ima še eno podobno vprašanje. David? Ja, v kolikšni meri ste zaskrbljeni zaradi tega pojava nacionalizma? Kako bo to vplivalo na Evropsko unijo? Odgovor.
to, kar vi imenujete nacionalizem, torej ta ekstremna pripadnost k eni državi napram vsem ostalim, to je nekaj negativnega in zgodovina Evrope jasno kaže na to, kaj se lahko iz nacionalizma izcimi. 2 svetovni vojni smo v 20. stoletju preživeli tu v Evropi. Tega še ni tako dolgo. Ekstremni nacionalizem, ksenofobija, rasizem, ekstremni populizem, vse to so negativni pojavi. Zato in prav zato moramo združiti tisto, kar menimo, da je pozitivno v naših državah z evropskim državljanstvom. Zato se mi zdi pomembno, da voditelji na državni ravni, ne samo na evropski, te stvari razložijo. Zato, da ljudje ne bodo verjeli tem ekstremističnim silam. Želim, da so ljudje ponosni na svojo državo, ampak da hkrati razumejo tudi to, da je Evropa nekaj, da je Evropska unija nekaj, kar doprinaša vrednost in ščiti njihove interese. Vprašanje, mislite, da imajo vsi pravico, da so zastopani na evropski ravni, ekstremna desnica, ekstremna levica, imajo vsi pravico do zastopanosti v Evropskem parlamentu? Odgovor, da. Stranke, seveda odvisno od posamezne zakonodaje, nekatere države prepovedujejo nacistične stranke, stranke, ki svoj program utemeljujejo na promociji in razširjanju sovraštva. Ampak ja, v Evropskem parlamentu imamo stranke, ki so zelo kritične, kar zadeva evropsko integracijo, ki so skeptične in v demokraciji je treba prisluhniti vsem državljanom, ampak popolnoma prepričan sem v to, da v Evropi obstaja jasna večina v tem diapazonu od leve do desne, ki si želi demokracije ob izogibanju populizmu in ekstremizmu. Kar nekaj zadev smo že predelali. Sara, naslednja je Italijanka, ki živi v Bruslju in je poslala video. To je njeno vprašanje. Ime mi je Sara, sem Italijanka in živim v Belgiji in zanima me, če Barroso meni, če bi lahko neposredna izvolitev predsednika komisije približale Evropo državljanom in v tem primeru, kakšna bi bila sploh vloga državljanov oziroma evropskih strank. Trenutno veljavne pogodbe tega ne omogočajo, zato sem v nedavnem nagovoru pred parlamentom predlagal, da preden se pogodbe spremenijo, politične stranke predstavijo svoje kandidate in da se to obravnava na platformi, tako da bi imeli volitve. Imeli bi evropske volitve v 27 državah članicah, hkrati pa tudi evropske volitve. Vprašanje, to so sanje, evropski državljani zato niso zainteresirani, večinoma gredo voliti lokalno. Odgovor. Eden od paradoksov te krize je, da vedno več ljudi razpravlja o Evropi. Pogosto jo tudi kritizirajo, ampak lahko vam povem, da v atenskih kavarnah ljudje veliko razpravljajo o tem, kaj se dogaja v Nemčiji, in v Nemčiji razpravljajo o Grčiji. Torej, ta debata je pomembna. Če bodo državni voditelji, namesto da bodo krivili druge, razlagali, kaj lahko pridobimo z Evropsko unijo in da ne izgubljamo s tem, bi to bilo zelo dobro. Zato bodo te naslednje volitve zelo pomembne in nekatere stranke bi morale zapustiti tisti prostor, kjer se dobro počutijo in ustvariti prostor za razpravo. Evropska integracija je pogosto napredovala zaradi tihega soglasja evropskih državljanov. Ti časi so mimo, potrebujemo njihovo soglasje, pridobiti moramo jih z dušo in srcem. In zato je komisija sedaj oblikovala zakonodajni predlog, da se podkrepi evropske stranke. Ko že govorimo o internetu, gremo na Duartejevo vprašanje, ki ga je poslal po internetu in zadeva predvsem mlajše gledalce. Izvolite. V Evropi vlada demokratična kriza. Glavni razlog, po mojem mnenju, je, da državljani menijo, da se
Bruselj na njihove želje ne odziva. Naprimer, ta poskus, da se cenzurira internet in da se zapre dostop do določenih vidikov, predvsem v interesu velikih korporacij. Moje vprašanje je torej, kaj boste storili, da preprečite, da se nam vsili nova akta, ko pa so se evropski državljani proti temu jasno izrekli. Torej, akta je sporazum proti trgovanju z podnarejenimi intelektualnimi vidiki. Odgovor. Vse evropske vlade so želele sprejeti ta sporazum, kajti to temelji na avtorskih pravicah in na intelektualnih pravicah in želeli so zaščititi inovacije. Naša namera nikoli ni bila, da bi na kakršenkoli način omejevali pravico do svobodnega izražanja. Zame je to sveta pravica, ena od najpomembnejših in mimogrede, ki jo imamo v Evropi in ne velja povsod. Akta, ta sporazum smo poslali pred sodišče Evropskih skupnosti. In to je torej situacija, v kateri se v tem trenutku nahajamo. Iskrena politična razprava o tem, kako lahko hkrati pospešujemo svobodo interneta, ob tem pa zajamčimo ustvarjalcem, umetnikom, avtorjem spoštovanje njihovih intelektualnih pravic, to je zelo pomembno in to je treba začeti, to razpravo začeti. Kdo odloča o tem, koliko bo kdo plačal? Odgovor. Na koncu o tem odločajo demokracije. Imamo demokratični sistem in mislim, da bomo na koncu prišli do dobrega kompromisa. To je velik izziv in rešitev ne bo enostavna. Pred 2 dnevoma sem sprejel zelo pomembne, znane ustvarjalce na filmskem področju, na drugih področjih in njih v tem trenutku skrbi, da je enostavno v tem trenutku moč kršiti njihove intelektualne in avtorske pravice. Ja, svoboda interneta, to je velika pridobitev, ampak ustvarjalcem, umetnikom, glasbenikom je treba zagotoviti spoštovanje njihovih pravic. Še eno vprašanje, ki nekako povzema drugo vprašanje. Američani so zelo ponosni na to, da so Američani. Kaj naj naredimo mi tukaj v Evropi, da bomo Evropejci ponosni na to, da smo Evropejci? Ker mi trenutno nismo ponosni. Zavedamo se krize in vse, kar hočete, ampak kako bomo recimo Evropejci lahko postali, ne vem, ponosni na evropsko himno? 30 sekund imate, da mi to poveste. V bistvu gre za pomanjkanje čustvene navezanosti na Evropo in tega ni mogoče ustvariti umetno. Zato je pomembno, da se o stvarih na demokratičen način pogovarjamo. Jaz sam sem ponosen na to, da sem Evropejec, ker imamo na tej celini eno najboljših družb na tem svetu. Ponosni bi morali biti na demokracijo, na socialno tržno gospodarstvo. Ponosen sem ne zato, ker bi mislil, da smo mi boljši, ampak zato, ker sem prepričan, da smo lahko ponosni na to, da smo Evropejci, ne da bi bilo treba to ukazati. In ne da bi nas Evropa zaradi tega tudi frustrirala. Prav, najlepša hvala, gospod Barroso. Hvala lepa Giuseppeju, Kristosu in Davidu. Hvala lepa tehnologiji Google+. Hvala Evropski komisiji za uporabo njenih audiovizualnih storitev. Program si lahko spet ogledate na naši spletni strani euronews.com. Pred kratkim se je ta naslov spremenil, skmalu se pa vidimo spet iz Bruslja. Nasvidenje.